Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli v današnji uri resnice. Z menoj je gospod Gvido Novak, oziroma Novak, odvisno na kateri strani to jam, pač smo, dolgoletni predsednik sindikata slovenskih vojakov, oziroma vojakov Slovenije, natančno, ne? Ja. Dobrodošli, gospod Novak, kako želite, da se vas kliče? Na tej strani Trojan Novak. Aha, dobro, vedo, bo pač pri Novaku, ja. Zdaj, vi ste dolgoletni predsednik sindikata. Ja, od 2009, ne? Tako. Pa je to zdaj, kaj je to dolga doba ali je to normalno za sindikalnega aktivista? Ko smo zaradi dobrega dela naredili konfederacijo, sem jaz sam želel, da ne bi več bil predsednik sindikata vojakov in bi kot predsednik konfederacije skrbel tudi za vojake, ampak ni bilo nikogar, ki bi to funkcijo želel prevzeti, oziroma so na nek način hoteli in zahtevali, da jaz ostanem in zato sem že tako dolgo. Pa vi ste zdaj dvojni predsednik, ne? Predsednik konfederacije tako, in sindikata vojakov. Zdaj, ko sem bral to vašo biografijo, sem videl, da ste bili v bistvu neke vrste idejni pobudnik, ne, oziroma začetnik tega, da bi slovenski vojaki dobili svoj sindikat, ne? Ja, Prej ste bili pa časnik, ne, v slovenski vojski, oziroma ste še verjetno imate časnik slovenske vojske na podpolkovniškem položaju, na generalštabu. Zato me zanima, kaj vas je v principu, ne, recimo kot časnika, ne vem, zaintrigiralo, da ste se odločili, da postanete sindikalist? Predvsem to, ko so ustanovili poveljstvo sil in poveljstvo za doktrine, razvoj in izobraževanje in znotraj njega center za doktrine, razvoj, so nekako potem, ko smo vstopili v NATO, mladi, perspektivni, ki smo znali angleško, so nas dali na poveljstvo sil in v center za doktrine, razvoj, predvsem zaradi nekakega strahu pred znanjem. In takrat so tudi mene dali v ta center za doktrine, razvoj z ukazom za 6 mesecev, sem v tem centru bil 6 let, kar je popolnoma nezakonito. Potem so mi pa po 6 letih, ko je prišlo do reforme plačnega sistema, hoteli vzeti tudi plačo in takrat, to je bilo 2008, sem se začel boriti za sebe. Potem so to drugi videli, so začeli prihajati k meni, sem se za druge, potem smo skupaj nekako ugotovili, da vojaki sploh nimamo sindikata, obstaja sindikat Vojske obrambe zaščite in sindikat Ministrstva za obrambo, vojaki pa svojega sindikata nismo imeli. In pol smo v Mariboru 19. junija 2009 v parku ustanovili sindikat. V parku? Ja. Zakaj bo v parku? Zato, ker so nas na nek način preganjali. Tudi sedež nam je takratna ministrica Ljubica Jelošič obljubila, kako ga bomo lahko imeli v kadetnici, pa je bilo rečeno, da prvo moramo obstajati, potem ga lahko dobimo, pol so pa na ministrstvu za delo svetovali, da naj kar doma naredim, pa bomo pol dobili, tako kot je obljubila. Ko smo to naredili, ni bilo šanse, da bi dobili sedež v kadetnici in zdaj iz nekih zgodovinskih razlogov je sedež ostal na mojem domačem naslovu v parku 4 Slovenska Bistrica. Aha, zdaj vi ste 2009, takrat je bila vlada Boruta Pahorja, ne? Ja. Levo-sredinska vlada. Je to zdaj kakšno naključje, da ste sindikat recimo ustanovili ravno v času leve vlade, ne pa recimo v času kakšne desne vlade, ki je bilo sicer manj, no? Jaz mislim in tudi sem prepričan, da mi glede na bilo katero politično opcijo to ne vpliva na nas, na naše delo. Mi delamo predvsem zato, kar smo se... To je čisto naključje časovno. Čisto naključje. Predvsem zato, kar smo se ustanovili, da se spoštujejo predpisi in nič drugega. In to delamo še danes, ker predpisi se še vedno ne spoštujejo, oziroma bi skoraj lahko rekel, da je zdaj še slabše, kot je pa bilo takrat. Jaz sem naslovil to oddajo, sicer poleg tega, da je naslov oddaje intervju z gospodom Novakom, z vami, na nek način tematsko Slovenska vojska proti vojakom. Pa recimo, če postavimo vprašanje, bomo videli, če je temu res tako. Zdaj, gospod Novak, ta sindikat, kako je pa to recimo urejeno v drugih državah, recimo, če vzamemo države članice Zveze NATO? A so tam tudi sindikati vojaški, če so, a so podobni našim, ali imajo kakšno drugačno vlogo? Ker zdaj, marsikomu bi se recimo malo vseeno čudno zdel, ne? Sindikati pa vojska, ker vojska je poveljevanje, ne? Ni, tako bomo rekel, ta pravga prostora na prvi pogled za neke vrste sindikalno dejavnost, ne? Moram reči, da imam kar bogate izkušnje na tem področju. Bil sem v Euromilu, v upravnem odboru, kjer je takrat, vsaj takrat je bilo 46 vojaških organizacij v Euromilu in načeloma
je dovoljeno v vseh vojskah imeti sindikate, kjer jih nimajo, se kolektivne pogodbe sklepajo tudi z prostovoljnimi združenji, tako kot je Zveza častnikov pri nas, to je primer Belgija. Mi pa nimamo kolektivne pogodbe, zdaj se pogajamo, ampak jaz imam občutek, da s figo v žepu, da ta mandat mine in se ne bo zgodilo nič. Policisti recimo so imeli od novega leta 13 krogov pogajanj, mi pa 3. Večina vojska ima tudi kolektivno pogodbo. Na evropski ravni je pa problem, da ni sogovornika, kdo bi predstavljal delodajalce iz vseh držav in zaradi tega ni neke regulative na tem področju v okviru NATO ali Evrope. Ampak zdaj, mi imamo pa tukaj, vi vodite pa tukaj nekaj vrste klasični sindikat, ne, če pa razumem. Ja, pri nas pa, hvala Bogu, ni prepovedano vojakom biti v sindikatu. Mi smo klasični sindikat, tako kot vsak drugi, delujemo svobodno, neodvisni smo od državnih organov, ampak večkrat se je že zgodilo, da zaradi mojega sindikalnega dela sem dobil tudi odpoved delovnega razmerja in vedno je bilo pogojno leto dni, ne, ker tega pa niso upali narediti. In do zdaj še nisem ostal brez službe, sem še kar tam. To je bilo 2019, ne? Takrat se mi zdi, da je bila ena serija tožb, ne, sprožena zoper vas, ne? Ja. Drži, ne? Ja, takrat, ja. Ja, ampak če sem jaz prav takrat te stvari pogledal in videl, je bila v bistvu sprožena odpoved pogodbe za delovanje sindikata vojakov Slovenije, drži? To ne vem, če je bilo 2019, ja, tam nekje je bilo, nekje, ja. V glavnem minister... Glavni minister je bil Erjavec, načelnica generalštaba je bila gospa Emenc, ne? Tako. Ja. Kje pa je ta gospa Emenc zdaj? Ker jaz sem ene spopade z njo. Zdaj mislim, da je neka svetovalka na generalštabu, če že ni v pokoju. Ne vem, niti prej je nisem poznal. Tale odpoved pogodbe je bila, ne? Vi ste doživeli takrat disciplinski postopek, ne? Ja. Pa ena kazenska ovadba je bila sprožena zoper vas, oziroma kazenska tožba, ne? Ne, ni bila zoper mene, ampak smo mi vložili kazensko ovadbo zoper ministra in postopek še vedno teče. Vi ste vložili? Mi smo tisti, ki smo vložili in sindikat in jaz osebno. In postopek še vedno teče na sodišču, to je zdaj že 6 let, malo smešno. Učitelji ste, mislim, tožite ga, zakaj? Da me je lažno obtožil, da sem kršil zakonodajo s tem, ko sem zastopal interese zaposlenih v vojski. Dejansko je šlo za čisto sindikalno delo, tudi v disciplinskem postopku sem bil spoznan za krivega in dobil odpoved, zato ker sem dajal izjave v medijih brez pooblastila načelnika generalštaba. Ampak te izjave sem dajal od leta 2009, ko smo sindikat ustanovili, in do danes jih isto dajem, samo zaradi teh izjav sem pa dobil odpoved delovnega razmerja. Ampak ja, zakaj se je ravno takrat zaostrilo pod Erjavcem? Zaostrilo se zato, ker je takratni poveljnik poveljstva sil Miha Škrbinc skladno z navodili generalštaba Alenke Ermenc deloval oziroma streljal tudi v nočnem času, zvečer. Na koncu je pa postal grešni kozel in so ga razrešili kot poveljnika poveljstva sil. Dobro, in kaj je to imelo veze z vami? On je bil takrat naš član in mi smo njega ščitili, tako kot so njega javno napadli, smo ga mi enako javno ščitili. In zaradi tega so potem sprožili postopek proti vam, kako? Ja. Ta postopek je končan zdaj ali ne? Ja, disciplinski postopek je konec, tisto leto pogojno je minilo, jaz sem še vedno zaposlen v vojski, zoper ministra pa ne vem, zakaj se vleče že to 6 let, ampak epiloga še ni. Zdaj, predno so se v kamere vklopili, ste povedali eno zanimivo anekdoto, ne, Sojda, ne, kar zadeva gospoda Javca, ko je pač, on je tam nastopil verjetno kot toženec, ne, in je pač obdolžen. Obdolžen je tam pač mogel predstaviti svoje materialno stanje, drži, ne? Ja, med drugim, kje se je rodil, v Belgiji in tako dalje, in potem ga je sodnica vprašala, kakšne ima dohodke. Povedal je, da je SP odprt, to je bilo junija, pol ga je vprašala, ja, koliko pa zaslužite, je rekel, ja, decembra sem odprl SP. Pa pravi ona, ja, koliko ste pa do zdaj zaslužili? Ja, računa še nobenega nisem izdal.
Pa je bila sodnica malo v zadregi, pa je rekla, ja, kaj pol čemo napisati, da se preživljate iz prihrankov? Ja, najboljš bo tako. In zdaj pa imam tak občutek, da se stranka, ki jo vodi, nova, ustanavlja, ker je prihrankov zmanjkalo. Če so sploh, ja. Ja, če je sploh kaj zasluženo. Očitno je zmanjka, pa očitno s tem, ja, bomo ekonomiji verjetno cenzus, ne, da bi prišel do proračunskega financiranja stranke. Ja, 1% verjetno bo. 1%, ja, ampak vse to bi lahko bil res dokaz temu, zakaj je gospod Erjavec ustanovil stranko. A z ostalimi ministri ste imeli pa kaj? So bili pa bolj ali manj korektni odnosi, ali kako? Ja, najboljš odnos ali pa najbolj korektni odnos je bil z ministrom Šarcem. On je tudi prvi dan povedal, da podpira to, da bi vojaki imeli kolektivno pogodbo, tega do zdaj ni bilo. In nekako, čeprav ni bil strokovnjak na tem področju, se je izkazalo, da je največ naredil za vojake. Dočim drugi ministri smo pa na nek način bili skozi njimi na bojni nogi. Tudi pri zdajšnjem se nekako zadeve zaostrujejo. Zdajšnjem mislite Sajovica, kako? Ja. Ki je zdaj komi pač prišel, ja. Ne? Ja. Ja. In ker kako bi rekel, minister, ko pride novi, v mesecu dni ga poskušajo odmakniti od nas, potem od vas pomeni kaj? Od vas odmakniti, da nimamo sestanka, nimamo komunikacije. Mislite sindikate, kako? Tako. Aha. In v tem mesecu mu nekako operajo možgane, da začne razmišljati in delati tako, kot mu rečejo, da je prav. Konkretno je bilo večkrat že rečeno strani ministrov, da oni ne morejo mimo svojih strokovnih služb in predlogov, ki jih oni dajejo, ampak jaz sem prepričan, da če minister nekaj se odloči, da strokovne službe morajo delati po njegovih navodilih in da je to samo izgovor bil. In tudi je, ker smo tudi gospodu Sajovicu že ene probleme izpostavili in odgovore smo dobili klasične, tako kot že leta prej. Zdaj sicer se precej dogaja, ne, na področju oboroževanja. To verjetno zdaj spremljate, predvidevam, da kot častniki vas to zanima, ne, in kot predsednik sindikata drži, ne? Ja, in recimo se vi, načeloma, recimo vi osebno, pač ste vi za to, da se sproži nek večji ciklus oboroževanja v Sloveniji, oziroma da Slovenija prispeva to, kot mora po pogodbi prispevati v NATO, ali ste bolj, kako bi rekel, pod narekovaj, mirovniško naravnani? Kakšen je recimo vaš pogled na to? Ja? Jaz osebno nimam nekega stališča, vsekakor pa je treba se prilagajati geopolitičnim razmeram, politiki, ki je trenutno v svetu. Me pa ob tem skrbi, kdo bo za to tehniko, ki se bo kupovala, upravljal, zato ker če bo odnos do vojakov tak, kot ga imamo danes in že leta nazaj, ne bo nikogar več, ki bi lahko delal za to tehniko. Imamo situacije, da morajo častniki, počastniki na stražo, ker ni vojakov, razmerje vojak, počastnik, častnik imamo popolnoma porušeno. Recimo na enega častnika je v NATO državah, v vojskah 5 vojakov, pri nas je razmerje 1:2, mogoče celo manj, 1:1,7-8, kar je popolnoma zgrešeno. Počastniki, vojaki imamo razmerje 1:1, v NATO je pa razmerje 1:3:5, en častnik, 3 počastniki, 5 vojakov. Pa, mislim, čemu recimo to pripisujete, da je takšno razmerje, ki tako zgleda skoraj da katastrofalno na prvi pogled, no? V čem je, kaj, to pomeni, da Slovenci, ne vem, kaj ne maramo, vojakov nočemo v vojsko, se nam to ne zdi nek perspektivni poklic, čeprav vidim, da se veliko oglašuje, ne, vidim tudi po Ljubljani ogromne plakate, ne, za to, da bi se ljudje pač prišli v vojsko in tako dalje. Da bi se zaposlili v vojsko in tako, ja. Oglašuje se zato, ker bi lahko rekel redno vojaki odhajajo, ker so nezadovoljni. Ne vem, v drugih vojskah verjetno ni situacije, da preden nekdo gre na vajo, da že sindikat vpraša za navodila, kakšne dokumente si shrani, da bo lahko po vaji šel v tožbo. Nam se to dogaja in zdaj po novem letu vsak, ki pokliče, mu dam navodila, da vso dokumentacijo hranijo, evidence delovnega časa, plačilne liste in nekje jeseni, ko bomo zaključili upam, da zaključili z tožbami, ki smo jih zadnja 3 leta vlagali, bomo šli v nove tožbe, ker so zdaj zopet
pričeli z neko noviteto in sicer vojakom ukazujejo, kako morajo bivati v vojaški enoti, brez bilo kakega plačila, odrezani od družin, od svojega družbenega življenja, kar pa je Evropsko sodišče in naše Vrhovno sodišče že razsodilo, da je to delovni čas. Tudi v kolektivni pogodbi imamo od novega leta, da se pripravljenost na določenem kraju šteje v delovni čas. Če jaz pa razumem, zdaj, gospod Novak, se pravi, vrh Slovenske vojske, ne, ali ministrstvo za obrambo, ne vem, zdaj, kdo pa o teh stvarih odloča, ali ministrstvo za obrambo, ali vrh Slovenske vojske? Mislim, da oboji skupaj, zraven še pa ministrstvo za finance, pa predvsem ministrstvo za javno upravo. Se pravi, njihovo stališče je, da bivanje vojaka v vojašnici ni služba, kako? Ni obveza, kako? Ja, in se to ne bi plačevalo, kako? Ja, konkretno v ukazih piše, da se odredi bivanje 8 ur po noči, za kar ni določen poseben dodatek. Plača se teče, ne? Ni pa posebnega dodatka. Ja, ne. Ravno v tem je catch, da po kolektivni pogodbi je tak čas delovni čas, oni pa ukazujejo, da je to bivanje, da to ni delovni čas in za bivanje ni nobenega dodatka in vojaki ne bojo dobili plačila zdajle od novega leta popolnoma nič, to pomeni nič evra, do zdaj so dobivali 50%, preko 2000 tožb je na sodiščih za razliko od 50 do 100%, ker so sodišča razsodila Evropsko in Vrhovno naše, da je to delovni čas, ko si ti nekje pripravljen in moraš tam biti. In jaz ne vem, kako si to predstavljajo, da bo to teklo. Ne? Predtem so nas še 20% samo plačevali, tako kot druge javne uslužbence doma pripravljene, da pridejo v službo in prečnejo z delom. Mi smo na nek način z tožbami dosegli, da od 2017, ko je bila ministrica Katičeva, se plačuje po kolektivni pogodbi za javni sektor ta čas 50%, za ostalih 50%. Zdaj tožimo, serijsko dobivamo vse tožbe, zdaj od novega leta pa kar naenkrat niti enega centa. To po neki logiki pomeni, da kar je bilo pa od 2017 do zdaj plačano 50% in kar so vojaki iztožili do 100%, da bi mogli to vračati, zato ker je do zdaj bilo to nezakonito, če je to danes zakonito, da ne dobijo niti enega centa. Se vidim, da je ta vaš sindikalno delo, oziroma ta vaš sindikalni boj, ne, recimo pač z vojsko, oziroma z raznimi ministrstvi, ne, javno pravo, finance in pa za obrambo, je v bistvu ogromno ste na sodiščih, ne? Ogromno teh zadev je na sodiščih, ne? A sploh kaj rešite s pogajanji, ali morate iti, bom rekel, ves čas hoditi na sodišče? Glede ključnih zadev ne dosežemo ali pa se ne dogovorimo popolnoma nič, samo na sodišče, ko pa na sodišču dobimo neke tožbe. Ne? Ampak na sodišče hodite vi kot sindikat ali mora biti vsak vojak posebej? Vsak vojak posebej. Imeli smo primer 2016-2017 viško ur, vojaki so imeli po 2000-3000 ur delovnega časa in to se jim je kar vleklo po 5-10 let. In mi smo dobili preko 2000 tožb in na ta način nekako prisilili ministrstvo, da je začelo upoštevati referenčna obdobja. Po zakonu samem 6 mesecev, sodišče je odločilo, da če ni določeno referenčno obdobje, je to koledarsko začetek leta, pa sredina leta, pa od sredine do konca leta. In takrat je po teh 2000 tožbah dobljenih ministrica Katičeva odredila, in to še danes velja, da se vedno na 30. juni pa 31. december naredi presek ur in vse, kar je viška, se naslednji mesec izplačajo kot nadure. In potem, ko smo to dobili, se je začelo to upoštevati v celotnem javnem sektorju, danes pa se tudi upošteva že v gospodarstvu. Pred temi tožbami, množičnimi, da rečem, noben tega ni upošteval. Inšpektorat za delo nobenega nadzora ni naredil, mi smo cel kup prijav dali,
tako kot recimo za to, ko vojake plačujejo, kako se vozijo po celi Sloveniji za potne stroške za prihod na delo, pa bi morali dobiti zvišano kilometrino. Pol leta je minilo, inšpektorat za delo popolnoma nič ni naredil. Prijavili pa smo to, da v pogodbah o zaposlitvi noben v Slovenski vojski nima določenega kraja upravljanja dela, kar je pa obvezna sestavina po zakonu o delovnih razmerjih pogodbe o zaposlitvi. In mi smo bili tudi na sodišču z enim primerom in ta naš član je tožbo izgubil. Vojak. Ja, zato ker je sodišče reklo, da v pogodbi o zaposlitvi ima zapisano, da lahko dela po Republiki Sloveniji. In če je to bilo v zakonu o delovnih razmerjih mišljeno tako, če je zakonodajalec to mislil, da je to kraj upravljanja dela po Republiki Sloveniji, pol ne vem, kaj bi rekel, kaj bi komentiral, ni logike. Ampak kje pa po vašem mnenju potem je, recimo, kraj upravljanja za posameznega vojaka pa vas? A to ni nekako, tam, kjer redno vsakodnevno prihaja na delo, ne? Oni pa se to je verjetno, za neko določeno obdobje to velja, ne? Vojaki pač ne so sodili v Murski Soboti, ne? Sodišče je tudi ugotovilo za tega, ta primer, ki je bil na sodišču, da je njegov kraj upravljanja dela je Novo Mesto vojašnica. Ampak je kljub temu izgubil, ker v pogodbi o zaposlitvi tako piše. Inšpektorat za delo se na to ne odziva, mi še imamo vedno vsi pripadniki v pogodbah po Republiki Sloveniji in potem se dogaja to, da recimo karikirano v Celju en vojak hodi vsaki dan tja v službo, potem mu pa... Ki stanuje v Celju. V Celju ali pa v Mariboru. Potem mu pa formalno spremenijo lokacijo delovnega mesta za en dan, ko ga pošljajo v Kranj na stražo. In zato mu dajo potem potne stroške, kot da prihaja na delo v Kranj, namesto da bi dobil zvišano kilometrino. Kar po vseh predpisih, ki veljajo v državi, bi moral dobiti. Ampak zakaj pa ne vem, ta operativni center, pač ne vem, na katerem nivoju se te odločitve sprejemajo, zakaj nekega vojaka, ki dela v Celju, zakaj ga pošiljajo na stražo v Kranj? Zato, ker v Kranju primanjkuje vojakov, ali pa na Vrhniki. Ali pa enkrat določijo eno enoto, da daje stražo, enkrat drugo enoto in odkje je tista enota, od tja se morajo voziti. Imamo primer... Pa je to sicer običajno, normalno? Ne, to ni normalno. Če je to normalno, poslušajte primer, vojakinja dela v Celju, doma je iz Murske Sobote in potem je lokacijo delovnega mesta za en dan prestavijo na Vrhniku. In potem se vozi iz Murske Sobote v Vrhniko 3 ure, 12 ur na straži, 3 ure nazaj v Mursko Soboto, drugi dan zopet. In počitka 11 ur nima. Pa verjetno ni edin primer to, ne? Ne, ni edini. Po celi Sloveniji so se, kak bi rekel, to meša in tisti iz Novega Mesta hodijo v Kranj, oni iz Kranja pa lahko hodijo v Mursko Soboto stražiti. Čakajte, pa to je zdaj razlog temu je, da pač ni dovolj vojakov v določenih krajih, ali kako? Tudi. Ja. Drug razlog so je pa še kaj? drugi razlogi, da je enota, ki je recimo, kjer je treba dati stražo v nekem ciklu usposabljanja in imajo druge naloge in potem mora druga enota pokrivati stražo. Ampak v osnovi bi bilo vse v redu, če bi to bile službene poti, ker dejansko so. Če jaz delam v Celju, pa me pošljajo na Vrhniko za en dan, bi bilo za pričakovati, da grem službenim avtom, tako kot po drugih firmah v gospodarstvu. Mi pa imamo situacijo, da vojaki morajo z svojim avtom iz Celja na Vrhniko, celo jim ukažejo, da morajo druge vojake peljati v njihovem privat avtu. Istočasno se pa poveljujoči z službenim avtom peljajo na ta, recimo, tudi isti sestanek na Vrhniko iz Celja, pa še ta njihova pot gre v delovni čas, ker grejo službenim avtom, vojakom pa ne gre v delovni čas, ker prihajajo na delo. Ampak vse to načeloma je to verjetno težko pričakovati, da bi vsak vojak imel služben avto, ne? To je verjetno... To je težko pričakovati, sej vojaki so pripravljeni svojim avtom iti, ampak z plačilom prevoznih stroškov kot prihod na delo nimajo niti amortizacije pokrite. In imeli smo primer, ko je bil državni sekretar pod ministrico Katičevo Miloš Bizjak na sestanku s sindikatom
je kričal, ker po domače je izgubil živce, da če vojak nima avta, ne more biti vojak Slovenske vojske. Ta sestanek smo imeli pa potem, ko je en vojak doma iz Vitanja, delal je v Celju, bi moral v soboto na generalštab priti na stražo, ker ni imel avta, je prišel v Celje v vojašnico v službo. In so ga dali na disciplinsko in je dobil odpoved delovnega razmerja. Avtobusa, vlaka pa ni imel in ni mogel priti na generalštab. Ampak tako hitro letijo pri vas odpovedi, ali kako? Ja, temu bi se reklo da v vojski, da se kosi travo. Da, ta izraz imate kako? Da ko en izstopa, ga je treba za primer drugim po domače odrezati, da si ne bo kdo drugi kaj podobnega poskusil narediti. Pa jaz ste omenili vojakinjo, koliko pa je zdaj vojakin procentualno v Slovenski vojski od te sestave? Mislim, da nekje okrog 2000, da je vojakov od 6000 pa nekaj. To je vsaka tretjina približno, ne? Tretjina tudi. Je to veliko sicer? Ja ne, glede na tisto razmerje. Glede na razmerje na sodišču, recimo je... Pa tudi na sodišču, ampak razmerje, tako kot je v NATO, bi moglo biti, glede na število častnikov, podčastnikov, vojakov bi moglo biti najmanj 5-6 tisoč. Pa samo eno načelnico štaba smo imeli doslej, ne? Ja. Pa tudi tam je bilo tako, kar nekaj težav, ne? Z gospo, ne? Ja, ampak... Ampak to ne zaradi tega, ker je ženska, pač bile so težave, ne? Ja. Ja. Poslušajte, pa kako pa je nastala ta situacija? Mislim, ker to se zdaj zdi tako, sliši se precej depresivno, ko vas poslušam, ne? Zdaj, jaz si predvidevam, da nek vojak, mislim, ni to ravno največja reklama za Slovensko vojsko, če recimo nek državni sekretar, ne, izjavi, da pač vojak ne more biti, če nima svojega avtomobila, ne? Mislim, to je malo nenavadno. In to verjetno, predvidevam, da te situacije s temi z neplačevanjem kilometrine in podobno, ne, s temi selitvami, pa temi malo tako nenavadnimi lokacijskimi ukazi, da to vpliva na neko pripravljenost Slovenske vojske, ne? To zagotovo vpliva. Mislim, zelo veliko vpliva, ne? Prej ste omenil, kako reklamirajo zaposlitev v vojski. Mnogi vojaki odhajajo in na nek način smo skozi na pozitivni nuli, ker število zaposlenih v vojski je pa konstantno in na nek način se skozi hvalijo ministri, koliko so jih zaposlili, a številka je skozi ista, konstantna. Tonin se je zelo hvalil, se spomnim, ne? Pa so kaj zaposlili takrat, ali ne? Ja, ampak ogromno jih je odšlo, ne? Ravno zaradi takega odnosa. Se pa zdaj imamo številko 6000, ne? Ja, pa še manj. Ja, koliko bi pa recimo tako realno... Mislim, da je 1500, 2000 je manjka. 1500, 2000, ja. Ampak to je na hitro rečeno, zdaj točne številke vejo, ampak... Ni pa, mogoče bi tisti resničnici šov, ne, ki ga je Šarec pripravljal, kakšnega privabu, ne. Za politiko je to najmanjši problem, ne, tudi če bomo prišli na številko 5000, ker bojo obseg vojske in strukturo zmanjšali iz, ne vem, koliko je zdaj točno, iz 8000 na 5000 in bomo 100% popolnjeni. A ja, to pomeni, da bo Golob bi lahko isto izvedel kot pri teh čakalnih listah, ne, preprosto se zdravstvo, ne, preprosto se podaljša čas, ne, in se pač reče, zdaj ni več čakalnih vrst. A tukaj bi enako naredili, kako mislite? Tako kot se spreminjajo pravila za ocenjevanje vojske. Pa to lahko, recimo, mi naredimo kljub obveznosti, ki jih imamo v zvezi NATO, da preprosto zmanjšamo strukturo Slovenske vojske, ne vem, na 5000 in potem imamo polno zapolnjeno. Glede tega, po mojem vedenju, je Slovenija popolnoma samostojna in je to nacionalna pristojnost. Mi obveze, ki smo jih NATO dali, moramo izpolnjevati. V finančnem smislu, ne, ja. Ja, ali to z 2000, ali 10 000, ali 15 000 vojaki, to je pa naša stvar, koliko bomo mi namenili za obrambo Republike Slovenije. Kako pa so ti, imate tako, smo usposobljeni, mislim, slovenski vojaki so dobri vojaki, veljajo za dobre vojake, ali ne? Ja, v tujini, na misijah v okviru NATO so zelo cenjeni. A to zdaj govorite čisto to, kar veste, ali govorite pa zato, da malo... Tudi iz prakse, tudi sam sem bil na misiji. Niste politik, v tem smislu, kaj govorite? Ne, tudi sam sem bil na misiji in lahko z prve roke povem, da dejansko naši vojaki so odlični vojaki, je pa neko nezadovoljstvo in lahko bi bili še boljši, če bi bili zadovoljni. Ne vem, primer imamo,
ko so šli na Norveško na vajo, ne bom nikoli pozabil, takrat sta še gospod Žan Mahnič pa ministrica Katičeva tam s škorni vojaškimi hodila pa dokazovala vsak svoj prav. Dejstvo pa je, da ko so vojaki šli na vajo, kjer je bilo -30, pa so bili mesec dni tam, so dobili nove škornje, zraven so pa dobili lepilo, da si jih bojo lahko zalimali. In to ni nek pokazatelj zadovoljstva za vojaka, da mora lepilo sabo nositi za limanje čevljev. Pa to v bistvu ne bi smel biti problem sindikata, ne? To bi mogel biti problem ministrstva za obrambo oziroma generalštaba Slovenske vojske, ne? Ja, ampak gledalo, z vidika sindikata so pa to pri vojaku sredstva za zaščito in varnost kako in zdravje. Je absurdno, da se to mora sindikat s tem ukvarjati, ne? Ja, nažalost, tako imamo. Pa to razpoloženje je, kakšno je razpoloženje, no, recimo tako po vaše, med vojaki? Razpoloženje je mnogi, ne vsi, sploh si ne morejo zamišljati ali pa ne znajo zamišljati, da morajo iti v tožbo za plačilo nečesa, kar so naredili, kar je sodišče že razsodilo in morajo zdaj tožbe vlagati, ampak ministrstvo samo na nek način pove, da v tem primeru pa govorite o ministrstvu za obrambo, ne? Tako, ja. Da tisti, ki ne bo šel v tožbo, ne bo dobil plačila. In število članov se nam konstantno povečuje, tisti, ki se še niso odločili, jim je že zastaralo za 2-3 leta tudi po 10-15 tisoč evrov. Moramo vedeti, da iz tega naslova plačil za pripravljenost na določenem kraju eni dobijo tudi po 25-30 tisoč evrov. To se lepo sliši. O kakšnem obdobju govorite? 5 let. Ampak je treba vedeti, da ta vojak je vsaki mesec konstantno 5 let 250 ur v službi. Potem pa dobimo tako kot zdaj mesec, 2 nazaj, ne vem, v ERAR-ju, ko so bile neke napake tudi, kako je prvih 114 bilo iz ministrstva za obrambo. Ja, zato ker so dobili plačano to pripravljenost za 5 let nazaj. Tega pa nihče ni povedal. In tudi ministrstvo za javno upravo ves čas poprečna izplačila o njih govori, pa kako smo vojaki dobro plačani, in to drugi sindikati s pridom izkoriščajo, čez da smo mi zaslužkarji, ampak noben ne ve, da so po 250-300 ur v službi. Mislim, drugi sindikati javnega sektorja, mislite? Drugi sindikati javnega sektorja. Kaj vam očitajo, da vaši člani... Ja, na pogajanjih, recimo, ne vem, mi rečemo to, pa se gospod Štrukelj oglasi, vi pa kar tiho bote, koliko zaslužite. Kar tako vam rečejo? Ja. In potem? Ja, in potem ne moreš se pogajati, ne moreš nič, ampak ministrstvo za javno upravo je tisto, ki izkrivljene podatke daje v javnost, pa ko jih na to opozorimo, nočejo popraviti. A je tu kakšna podobnost recimo z vašim sindikatom vojaškim, pa sindikatom vojakov v primerjavi recimo z policijskimi sindikati? Ja, bi rekel, da smo kar podobni. Zgodilo se je meseca oktobra, da so policisti dobili nekaj več kot vojaki, do zdaj smo pa bili enakovredni in sicer dobili so tarifni del kolektivne pogodbe, dejansko določanje plač v kolektivno pogodbo, mi pa niti kolektivne pogodbe nimamo. Edino tu nismo primerljivi, drugače pa kot poklic smo popolnoma primerljivi. Tudi ministrstvo za javno upravo v okviru pogajanj nas jemlje kot take primerljive. Zdaj so pa nekako nas povozili z svojimi pravicami, zato ker mi v vojski ne smemo stavkati. Bili smo zatem na ustavnem sodišču, pa je bilo v prid temu, da ne smemo stavkati, je bilo 5-4. To pomeni, da nam je malo manjkalo, pa bi uspeli in bi lahko tudi stavkali, ker vojske drugih držav lahko stavkajo. Ne povsod, lahko pa. Zakaj potem pa nas ne smemo stavkati, recimo, ne smejo vojaki stavkati, če recimo v večini drugih vojskah po svetu lahko stavkajo? Mi ne smemo, ker imamo tako v zakonu o obrambi. Razumem, ampak zakaj smo recimo to zapisali tako različno od drugih? Ja, jaz mislim, da tudi na nek način se vojsko v nekem mehurčku drži, zato ker smo šli iz ene skrajnosti v drugo po osamosvojitvi. Iz kakšne skrajnosti? Bivši jugoslovanski ljudski armadi,
so bile mnoge bonitete za zaposlene v vojski, mnogo so, ali pa veliko so lahko si dovolili pod narekovaji, in zdaj, da se vojska obvladuje, smo pa preveč pod nekim nadzorom in se nas preveč omejuje in nažalost tudi pri pravicah iz delovnega razmerja. Mi imamo v zakonodaji, kar je koruptivno, ko je bil predsednik protikorupcijske komisije Drago Kos, je izdal načelno mnenje, mislim, da številka 193, da to, da inšpektorat za obrambo nadzira vsa področja delovno, javnega sektorja, obrambe, da je to koruptivno, zato ker inšpektorat za delo svojega dela ne upravi v vojski, inšpektorat za javni sektor svojega dela ne upravi v vojski, in vse to pokriva inšpektorat za obrambo, ker imamo tako v zakonu o obrambi. In mi smo takrat pisali o tem in trdimo, in še vedno je tako, da imamo državo v državi, ker za nas pravila, ki veljajo za vse državljane, ne veljajo, in zato tudi večkrat povemo, da smo drugorazredni državljani. Kajte, se pa vi ste proti temu, da bi vas nadzoroval samo inšpektorat za obrambo, ali kako? Seveda, ker tam bi naj bili tisti, ki bi nadzirali, kako potekajo obrambne priprave, ne pa kako je urejeno z pravicami iz delovnega razmerja. Damo pa prijavo, da nimamo v pogodbah o zaposlitvi kraja opravljanja dela, inšpektorat za delo ne naredi nič, in če bi jih vprašali, zakaj ne, bi zagotovo rekli, inšpektorat za obrambo je pristojen. In komu se recimo pošle potem kakšna prijava, recimo če vojak ni z ničim zadovoljen, pa bi rad, ne vem, prijavo, kakšen prekršek, vse to se pošilja na inšpektorat za obrambo, kako? Ja. Recimo, če bi jaz, recimo sem vojak, pa pošljem nekaj na inšpektorat za delo, mi bodo oni tole naprej poslali. Bodo odstopili na inšpektorat za obrambo in potem vojakom ostane, da pišejo varuhu človekovih pravic, zagovorniku načela enakosti. Oni pritrdijo, da ja, imate prav, ampak ministrstvo ne odreagira. Imeli smo primer častnika, ki je bil z ukazom napoten v Milano za 3 leta, pogodbe ni podpisal, strinjal se ni s tem, pisal je varuhinji človekovih pravic in takrat je ona napisala, da v svojem mnenju, ki ga je poslala ministrstvo za obrambo, da če v zakonu o obrambi piše, da za službene potrebe se pripadnika lahko razporedi, to ne pomeni, da se lahko ga razporedi bilo kam na zemeljski obli. Točno s temi besedami. Ampak pri njem je to obveljalo, kljub temu, da je imel doma bolano hčerko, ki je vsaki dan moral skrbeti za njo, pa jo voziti na terapije, je moral za 3 leta v Milano. In to, kar je varuhinja napisala, noben ni upošteval. Kaj pa dela Slovenska vojska v Milanu? Mislim, da je eno poveljstvo NATO tam. Ja, to po teh kvotah pa to, ker so potem vzeli tudi slovenske pripadniki. Pa je to zanimanje, mislim, z vojakov veliko, pa častnikov za te tuje misije? Ne več, ker ni več plačilo, ni več plačilo tako, kot je bilo pred leti, ker skozi zmanjšujejo NATO, plačilo. Ne, NATO nima nič s plačilom. Plačilo vojakov in zaposlenih v vojski je popolnoma v nacionalni pristojnosti. Sploh mi naša vojska zmanjšuje plačila za sodelovanje v tujih misijah. Tako. In vojaki sploh nimajo več interesa iti na misije. Zdaj pa je zmanjšal se ta interes. Par let nazaj, 2-3 leta. In posledično se tudi ukazuje, kako morajo iti na misije. To pa je seveda možno potem, da se pač ukaže. In potem se določijo... Ni to več prostovoljna odločitev, kako odhod v tuje misije. In potem se dogaja to, da se postavijo kriteriji za napredovanje in če ne greš na misijo, ne moreš napredovati. In pa so na nek način tisti, ki želijo napredovati, priti do boljšega položaja, do više plače, prisiljeni iti na misijo. To se pravi, Slovenija pač mora sodelovati v misijah, ne? Ja. Ampak ima težavo zadobiti ljudi za to, da gredo na misije. Zato, ker jim zmanjšuje plače. Kako? Ja, ali pa, ko grejo plače v celotnem javnem sektorju gor, tiste na misijah ostanejo na istem nivoju, ali pa grejo malenkost gor. Dobro, gospod Vojak, pa zakaj pa to počnemo? Oziroma, zakaj to, recimo, ne vem, ministrstvo za obrambo, zakaj to vlada, zakaj se to tako počne?
za vojsko, ker to vendarle zdaj ni čisto običajna zadeva vojska, ne, vojsko pač, če jo imaš, ne. Mislim, kakšen smisel je vsega tega? Jaz tega tudi ne razumem. Mi smo že na marsikaj opozarjali tudi v parlamentu, na sestankih ves čas najbolj pereče zadeve izpostavljamo in vedno se dogaja to, da namesto, da bi stvari reševali, grejo pol še na slabše. Ne vem, v policiji recimo čist druga miselnost, vse, kar zakonodaja dopušča, bomo zaposlenim dali vse, kar lahko damo. Pri nas je pa kontra. Če je le možno, vzamemo, pa tudi če je nezakonito. In v čem je finta? In zato imamo tukaj tožb. In v čem je finta? Ne vem, edina obrazložitev je, da smo šli iz ene v drugo skrajnost po osamosvojitvi, ampak prvič imamo slovensko vojsko, imamo vojake v slovenskem jeziku šolane, pa delamo, rajš ne povem izraza, kako svinja dela z koruzo. A je to mogoče posledica tega, no, da pač nekako Slovenija še vendarle ni zapopadla vseh teh državotvornih zadev, ne, med njimi tudi slovensko vojsko, ne? Ja, slovenska vojska tudi, vsaj jaz vidim tako, je na nek način kot država v državi in na nek način vsem to odgovarja, da vsi problemi in težave, ki jih imamo, ostanejo zaprti v nekem milnem mehurčku. Zato tudi inšpektorat za obrambo to vse preiskuje. Ne vem, za kazniva dejanja sami sebe preiskujemo, vojaška policija in pa obveščevalno-varnostna služba. Razne komisije, ugotavljanje nekih dejstev, sami sebe preiskujemo. Ni nobenega izven slovenske vojske, ki bi bilo kaj lahko prišel nadzorovati, ali je vse zakonito ali ni. In mi smo že marsikaj na to temo naredili, poskušali nekaj doseči, da bi lahko nekomu nevtralnemu neko prijavo dali, ampak nismo uspeli. Ne prebijemo tega in se trudimo. Edino, kjer prebijemo, je tam, kjer kršijo zakonodajo, to je pa na sodiščih, ker sodbe sodišč pa zaenkrat če spoštujejo. A jaz se prav to zdaj, bom rekel, ta sodišče, to je zdaj nekako, bom rekel, edini vir, ne, za vaš sindikalni boj, ne? Mislim, ja, tukaj na nek način dosežete to, kar sicer ne morete, dosežete prek sodišča, kako? Ja, bi skoraj lahko rekel, da ministrstvo in pa vojska skrbijo za zdravje sindikata s tem, ko recimo plačujejo še kar po sodbah, da je treba nekaj plačati 100%, plačujejo 50%, zdaj celo nič, ne, in jeseni. Zakaj se je pa zdaj to ustavilo? Plačevanje? Ker ste rekel, od 1. januarja dalje, če sem razumel, se je ostalo. Zakaj pa? Ja, mi smo mislili, da smo da smo z temi tožbami dosegli to, da bo se zdaj ta pripravljenost štela v delovni čas. In tako imamo v kolektivni pogodbi. To verjetno nekdo odločil, da se to ne plačuje. Načelnik generalštaba je tisti, ki je sprejel odločitev in sicer na tako imenovanem odločitvenem listu, on se je pod to podpisal, da se bo zdaj ukazovalo bivanje, za kar ni posebnega dodatka. To pomeni Glavaš, ne? Ja. Ja. Ampak prejšnji teden mislim, da je generalštab obiskala predsednica republike, ne? Nataša Pirc Musar. Je bilo to prejšnji teden, ne? Mislim, da. Ampak je bila, vsaj nazvrn je bila videti zadovoljna, ne? Z pripravljenostjo slovenske vojske. Po njenih izjavah sodeč, ja. Ne? Pri nas še ni bila. Mi smo že marsikaj smo že napisali, tudi prejšnjim predsednikom, ampak odziva strani vrhovnega poveljnika do zdaj ga še nismo, ali pa poveljnice, do zdaj še nismo občutili ali pa doživeli. In stvari, ki so res pereče, na nek način jaz bilo koga, ali je to ženska ali moški na funkciji predsednika države, razumem, da mora biti nevtralen, ščititi generalštab, ministrstvo, ampak za ljudi se pa tudi treba postaviti. Jaz, če bi bil predsednik, bi se zagotovo. Za ljudi bi se v tem primeru za vojake, ne pa tako, ja. Postavi se pa ne, kaj zaradi tega, ker ščiti častnike? Ministrstvo. Generalštab. Zdaj, ko smo že pri ministrstvu, oziroma pri ministru, sem videl, pa na to ste me še posebej upozorili, da ste pač objavili izjave gospoda Sajovica, ne? Ja. Pa jih spodaj komentirali, ne? To so tiste njegove izjave o tem, ne? Ja, tudi ni za komentirati, ker sama izjava vse pove.
v kontekstu tistega, o čemer smo mi pisali, kako se ne, to, kar že skozi govorimo, se ne plačuje vojakov za delovni čas, ampak kar polovica. Sami si pač rekel, da tisti nekdo pač odide vedno na WC, ne, po večerju oziroma po kosilu, pa ne plača računa, ne, na to izjavo se navezujete, ne? Ja, to podobno zgleda, ne, ko je treba vojake plačati, je boljše se umakniti in biti tiho. In vi, če prav razumem, mislite, da ni toliko problem, mislim, verjetno ne, da je tudi problem, ampak ni toliko problem, koliko je pač pomembna pri teh odločitvah ta miselnost, ne, da spustiš ene skrajnosti, ne, ki je pač vojska v bivši Jugoslaviji lahko naredila vse, v to drugo skrajnost, ki vojska ne sme narediti nič, kako, ne? Ja, ne sme imeti nobenih privilegijev in podobno, ne? Da je to glavni problem, ne zato, da država ne bi imela denarja. Tega miselnega preklopa še nismo naredili, ne? In če pogledamo politike, konkretno levica, ne, je proti oboroževanju, proti dvigovanju državnega proračuna, ta namesto, da bi se dvigoval, se zmanjšuje, posledično generalštab, odločevalci morajo nekje rezati in režejo na ta način, da vojakom ukazujejo bivanje in ni treba nič plačati, zato ker imajo institut ukaza, zoper katerega lahko sicer ugovarjaš, izvršiti ga pa moreš, pol pa lahko greš na delovno sodišče. Aha, to je ta princip, ne, ja. Vse, kar se špara na račun pogojev, ja, velikrat imamo tak občutek. Življenja, oziroma dela pa življenja vojakov pa to. Če vrhovno sodišče nekaj razsodi in se to nadaljna 3 leta ne spoštuje in zdaj v tem letu, zdaj januarja, februarja, tisti, ki so pred 3 leti vlagali tožbe za plačilo teh 50%, zdaj že druge tožbe za zadnja 3 leta vlagajo. Pa jaz sem 100%, da jih bojo vse dobili, zato ker vse dobivamo za vaje in za varovanje za straže in za varovanje državne meje in jaz ne vem, zakaj tega niso že zdaj zadnja 3 leta plačevali, da morajo vojaki zopet v tožbo. Že tako nikoli niso na sodišču ali pa nikoli ni noben tožil, zdaj pa se dejansko borijo na sodišču, namesto da bi se urili pa pripravljali za nek boj, ki bi, Bog ne daj, lahko se zgodil. Ne. To se pa zdaj imamo en velik odstotek vojakov, ki toži pač državo, ne, oziroma vojsko. Ne. Ja, tretjina. Tretjina približno. Ja. In to so, kaj pa ostali 2 tretjini, se pa niso odločili, kako? Ja, veliko je takih, ki so po nekih povestvih, štabih in te pripravljenosti sploh nimajo. Ne? Aha, se pravi, ja, nimajo zakaj tožiti. Se pravi, nimajo pogoja za to, da bi sploh kakoli recimo, ne vem, na pamet, če bi ocenil, polovica se jih še pa ni odločila za tožbo, zato ker so nekako lojalni delodajalcev, lojalni slovenski vojski, imajo radi Republiko Slovenijo in ne bojo tožili svojega delodajalca, tistega, ki mu daje kruh. Čakajte, ostali pa potem, kaj nimajo radi, kako? Ja, Republike imajo Slovenije, tudi radi, ki tožijo. ampak ministrstvo z takim početjem, da je treba tožiti za vsak cent, ravno te, ki pa imajo radi, ne, spreobrača v tiste, ki pa nimajo radi in so nezadovoljni. In tudi odhajajo zaradi tega. Kje pa je po vaše, recimo, ta meja, no, med to lojalnostjo, ne, to hierarhijo vojski, pa med tem, recimo, bojem za to, da dobiš to, kar ti pripada, kot državljan, recimo, ki si zaposlen v javnem sektorju? Mislim, da je zadeva zelo preprosta, ne, to mejo postavljajo družine, žene, otroci, treba jih je preživeti, ti si lahko lojalen domovini, slovenski vojski, ampak do neke meje, ko pa je treba položnice plačati, pa si v službi, pa ne dobiš enega centa, zato ker si v službi, je ta meja prekoračena. In zato posebej zdaj za tem bivanjem, ki ga ukazujejo, mislim, da tisti, ki še niso šli v tožbe, bojo zagotovo šli. Tukaj gre generalštab v neko načrtno prevaro, ali kako, vojako? Za tem načinom določanja bivanja? Ne bi vedel, vse bi bila ugibanja, občutek pa je tako, da nekdo načrtno ruši slovensko vojsko. A ni kakšen bolj preprost način, da bi se rušilo, kako? Ali je to najbolj preprost pa učinkovit? Ta bi bil očiten, ne? Ta je pa prikrit. Pa še obstaja? Kaj pa je dejansko, pa težko rečem, ne, kot sindikalist. Pa kdo bi recimo lahko bil ta, ki bi
uničeval Slovensko vojsko na ta način? Ne bi vedel. Pa imate občutek, pa verjetno, ker ste se malo se nasmehli, ne? Tak občutek je, ampak kdo pa bi lahko bil zadaj, pa ne bi vedel. Imate občutek, da je to načrtna odločitev, načrtna politika? Ja, druge razlage ni, ne? Če nekaj sodišča razsodijo, da je treba plačevati vojakom, pa se vztraja pri tem, da je treba drugič v tožbo, pa jeseni bo zdaj že tretjič nekdo šel v tožbo. Jaz ne vem, to ti daje občutek, da je to načrtno, zavestno in predpisi se ne spoštujejo, tega nihče ne nadzira, inšpektorat za obrambo. Jaz enega primera ne poznam, da bi ugotovili, da je kaj na bilo katerem od delovno-pravnih področjih kaj narobe. Inšpektorat za delo, za javni sektor se dobesedno ne spusti zraven, smo v državi. Je dobro, da vas sploh sodišča jemljajo, ne, vaše zadeve v obravnavo, po tej logiki. Se nas imajo že tu gor. Se vas imajo že tu gor, ja. Ampak, se to je res, ampak to je zagotovo, je to hkrati tožiti delodajalca, ne, pa državo in biti hkrati v funkciji neke vojaške pripravljenosti 100%, je to problem, je to težko, ne? Jaz ne vem, kako bi bilo, če sindikata vojakov ne bi bilo, ne. Kaj bi bilo, ja? Mislim, da bi bilo še slabše, ampak nihče ne bi vedel za to. Mi pa v zadnjih 15-16 letih nismo, da rečem, nobenega šparali, vse smo povedali po resnici, vztrajamo pri vseh zadevah, da je treba spoštovati predpise, ker bistvo, zakaj sploh sindikati obstajajo, je to, da se predpisi ne spoštujejo, se kršijo na vsakem koraku in če je to v gospodarstvu, druge v javnem sektorju nekaj normalnega, je pri nas na kvadrat ali pa na tretje. Ampak zdaj, ko gledam tere stvari, tere vaše tožbe in tako dalje, ki se v bistvu bolj ali manj se uspešno končajo, vsaj za sodbo, lahko rečemo, da ste z tega vidika kar uspešen sindikalist, ne? Ja, ne vem, jaz nobenega drugega sindikalista ne poznam, ki bi vodil toliko postopkov. Mi smo dobili za regres za 2012 kolektivni spor za vojake in potem je celotni javni sektor dobil regres, to je bilo cirka 70 milijonov, potem smo dobili na podlagi naše sodbe kolektivni spor, potem smo dobili leto, dve kasneje, 2013-2014 za plačna nesorazmerja, je tudi dobil celotni javni sektor, je bilo, mislim, da je bilo 190 milijonov evrov. Potem smo dobesedno pokojninsko blagajno vojakov spraznili, ker so zakon sprejeli narobe, po domače so se zmotili, ali ne vem, kaj bi temu rekel, da so si lahko dvignili denar tisti, ki so še zaposleni in člani so na mene pritiskali, jaz sam sem šel v tožbo in sem v tej tožbi uspel na ustavnem sodišču in po tej sodbi ustavnega sodišča je dobilo izplačano 4011 pripadnikov, vse iz pokojninskega sklada, kar se je plačevalo 16 let, poprečje okrog 30, mogoče 35 tisoč evrov, vsaki, jaz konkretno sem dobil 40 tisoč evrov in plačati smo mogli davek, da smo to zaslužili v tistem letu, mi smo vse naredili, da bi dokazali, da smo to zaslužili v 16 letih, od leta 2001, ko se je poklicno upokojevanje uvedlo, ampak nismo mogli doseči nič, dejansko smo ogromno davka plačali na drug način, pa zdaj nimamo pred starostno upokojitvijo, imamo kasneje pogoje za poklicno upokojitev, ker denarja ni v blagajni in nam morajo še 3-4 leta dalje plačevati v sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in to nam plačajo nekje enkrat več, kot smo pa takrat davka plačali. Tako da po črto smo v plusu, velikem plusu. A se je takrat res kapitalska družba sesula, ali kako? Ja, takrat se jim je informacijski sistem sesul, zato ker je program ni predvideval, da bo preko 1000 izplačil naenkrat. Oni pa imajo izplačilni dan, en dan v mesecu in se jim je vse sesulo. Naš odvetnik je dobil, mislim, da je bilo 21 milijonov na račun, ni pa dobil za nobenega, koliko komu pripada,
zato ker niso mogli sprintati, ker se jim je vse skupaj sesulo in to je trajalo kakšne 3 tedne, mesec dni. In drugi sindikati so nas že obtoževali, da služimo z obrestmi, zato ker je bilo obresti, mislim, da 2500 evrov na dan. Ja, se je lahko bi teoretično, ne? Ja, lahko bi, samo ni bil naš razlog. Malo bi odvračali denar. Ja. In vsak je pa pričakoval, da bo dobil po 30 000 evrov, ni mali denar, ne? Pa kar mesec ni dobil, ne? In pol smo to rešili. Ampak po vsem tem, kaj ste naredili za te, bomo rekel, zaposlene v javnem sektorju s temi sodbami, ne vem, zakaj vam potem Štrukelj pravi, ne? Zakaj vas nadirajo pa to, češ, vi itak dovolj zaslužite, ne? Ja, Štrukelj vemo, kak je, ne, da ko ni kaj po njegovi volji, da grejo stavkat. In če je potrebno, se tudi vlada zruši, temu smo bili priča, že mislim, da večkrat, tudi sam mislim, da je politično aktivn. Bil je, enkrat je kandidiral na listi stranke v parlament, takrat mislim, da je bil in to. In tudi, ne vem, težko to na kratko razložim. Je pa večen tudi, ne? Ja, težko to na kratko razložim, ampak sistem kolektivnih pogajanj je zgrešen v naši državi, vsaj podeljevanje teh reprezentativnosti. Jaz na to že 10 let opozarjam. Nič se ne zgodi, kar gremo po svoje dalje. Recimo ta sindikat oziroma konfederacija Štruklja je reprezentativna tudi v dejavnosti obrambe, zato ker ima slučajno ta skupina dejavnosti v nazivu tudi obramba. Nima pa enega člana iz obrambe in zdaj on podpiše eno kolektivno pogodbo in velja za vse v dejavnosti obrambe, čeprav noben iz obrambe od sindikatov tega ne podpiše. In mi to imamo in tega se vsi zavedajo in jim odgovarja. Zato, ker ko noben z vojske se s nečim ne strinja, podpiše on, pa velja za nas. Kdo pa je postavil tak sistem? Jaz mislim, da je napaka na Ministrstvu za delo, ki izdaja take odločbe o reprezentativnosti, ker zakon je jasen o kolektivnih pogodbah, sindikat lahko postane reprezentativen v posamezni dejavnosti, celo piše v zakonu posamezni dejavnosti. Oni pa izdajajo odločbe za skupino dejavnosti. Recimo skupina je komplet državna uprava, pravosodje, policija, vojska, cariniki, občinski redarji in zato, ker se skupini podeli iz samo ene dejavnosti, ki je reprezentativen za celo skupino, ker je tako številčen, da ima 10% od vseh, on to podpiše in velja za vse, čeprav se iz nobene druge dejavnosti sindikati s tem ne strinja. Zdaj smo že malo proti koncu, gospod Novak, samo še eno vprašanje. Vi ste vojaški služil v Banja Luki, ne, če sem pa razumel. Ne? Ja. Zdaj je spet veliko govora o tem, ne, da bi vsi moški v nekem določenem obdobju starostnem imeli obvezno služenje vojaškega roka. Ne? Ja. Kaj menite o tem? Ja, moje osebno mnenje je, da ne bi bilo nič slabega, vendar bi pri tem morali nekako v sožitju s civilno družbo, recimo 2-3 mesece dejanskega služenja, pa potem pol leta ali pa leto dni, enkrat en teden na leto ali pa 2 tedna na leto to vzdrževati, ker mi imamo danes... Vi ste 12 mesecev služili, ne? Ja. Mogoče 10, mogoče malo manj, ne vem, ampak načeloma ste 12 mesecev. Eno leto sem služil. Jaz, če svojega sina pogledam, ki ima danes 24 let, manjka tem fantom vojska? Ne. Mu manjka, ja. Pa ne sam njemu, mi večkrat šali rečemo, glede na to, da že 20 let nismo nobenega usposobili za boj, da če bi imeli vojno, bi po 2 dnevih se vsi predali, ker bi se powerbanki spraznili. Neka današnja mladina živi na računalnikih, na mobitelih. Ja, ampak vse to je verjetno povsod, ne? Ja, ampak... Načela imajo zdaj vsi v glavnem poklicne vojake, ne? Ja, sej drugi tudi razmišljajo o tem, da bi šli nazaj. Hrvati tudi vidim, da razmišljajo, pa vse, ne? Ja. Jaz upam, da ne bo potrebe, da bi se bolj pripravili za boj. To se pa vi menite, da 3 mesece je bilo dovolj, recimo? Ja, v neki kombinaciji z vzdrževanjem teh znanj, ki bi v teh 3 mesecih dobili. Prej ste omenili civilno družbo, nisem čisto točno razumel, zakaj je to potrebno. Ja, mišljeno je bilo, da tudi če služi vojsko, da lahko neke svoje obveznosti, recimo kot študent normalno upravlja
ali pa kot dijak. Ne vem, mogoče bi med počitnicami v času počitnic služili vojaški rok, ampak odločevalci so tisti, ki bojo mogli to naštudirati. Ima Slovenska vojska kapacitete, da se sploh uvede takšno obvezno služenje vojaškega roka, pa naenkrat pridavi, ne vem, 10 tisoč, 20 tisoč, 50 tisoč 18-letnikov v vojašnice, kako? Imamo te kapacitete? Če jih nimamo, jih lahko zgradimo. To je dejstvo, ampak če bo odločitev prava, taka, da bo to potrebno narediti, bo vojska to naredila, zagotovo. Še vedno je vojska profesionalna in kar se ji naloži, bo naredila. Dobro, zdaj, gospod Novak, če imate še kaj v zvezi, konkretnega v zvezi z vašim sindikalnim delom, če lahko poveste, če ne, pa bom jaz zaključil. Mislim, da smo bila dovolj izčrpna. Imate boče kakšen apel, recimo? Ja, jaz bi apeliral na vse pripadnike, ki se še niso odločili za tožbo, za to tako imenovano pripravljenost, da se za to odločijo, ker zdaj, kot kaže, nam bojo ukazovali bivanje, in edino z tožbami bomo jih prisilili, tako kot za viške ur, da prenehajo z to norostjo in da spoštujejo kot prvo kolektivno pogodbo za javni sektor, da je pripravljenost na določenem kraju delovni čas in temu primerno tudi pripadnike plačajo. Dobro, to je bil apel zdaj predsednika sindikatov vojakov Slovenije, gospod Gvido Novak, hvala, da ste bili danes gost v studiu. Zdaj, če se vas še kdaj naslednjič srečala, upam, da ne bova spet govorila o isti problemi. Ja, jaz tudi močno upam. Drugih pa malo lažjih. Drage gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja Ura resnice. Vidimo se znova kmalu, do takrat pa seveda ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar.